In akcija, pozdravljeni nazaj na Džungljem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Smo že v drugem delu drame. Verjeli ali pa ne, jaz zdaj obdelujem videe in po moje bomo imeli prvič ne 3 dele, ampak kar 4 dele, ker to se nikoli ne bo nehalo. Če ste mogoče zamudili, zakaj je šla Karmen na policijo in kako se je vse skupaj sploh začel, pojdite pogledat prvi del, da boste razumeli ves ta timeline. Drugač pa nič, gremo v video. Zdaj, prav nekaj ne vam sploh še rečem. Zdaj imam nekaj ful dobrega za povedati. Vsak na tem svetu ve, da v Sloveniji 100 tisoč sledilcev imeti je nemogoče. In pa ima ena kul mamasita 102-103 tisoč followerjev. Absolutno imaš lahko 100 tisoč sledilcev. Eden izmed teh pokazateljev je tudi njegov profil. On je pred to dramo imel, če se ne motim, okrog 20 tisoč sledilcev. No, danes je že čez 70, če se ne motim. 70 tisoč sledilcev v parih tednih. Tako da jaz verjamem, da imaš lahko 100 tisoč sledilcev, verjamem pa tudi, da jih določeni influencerji nimajo. Tukaj bom objavil slikco. Objaviš giveaway. Jaz, ki sem objavil giveaway, jaz sem imel 12 tisoč komentarjev, 6 tisoč lajkov, kaj jaz in kaj. Pa sem imel 30 jurjev followerjev, ona, ki ima pa 100 jurjev, ima pa 880 lajkov. Ampak ne vem, kaj je fora, da jih moraš kupovati, da moraš biti jaka, da moraš se pokazati, da imaš 100 jurjev. To je tukaj še ena problematika, katero jaz mislim, da bi rabil čist poseben video. Jaz sem šel potem spet mečkan raziskati, ker teh influencerjev je ogromno, ki imajo 100 tisoč sledilcev, 400 lajkov, 600 lajkov. Kako imaš lahko 100 tisoč sledilcev pa 500 lajkov? V njegovih zgodbah bo v prihodnosti tudi omenil Tjaša Kukalj-Jerala in zato sem šel mečkan pogooglati. Ona ima, če se ne motim, okrog 45 sledilcev, 50 tisoč sledilcev. Vsaka njena fotka ima povprečno 250 lajkov. Pa to je noro. 250 lajkov za 50 tisoč sledilcev, to je noro, jaz to sploh ne razumem. Bi pa, ker to se mi spet zdi mogoče mečkar nepristransko, saj če upravite Instagram, točno veste, koliko nas zabava, koliko ima slab doseg, da ljudje sploh ne vidijo tvojih objav in to ne bi bilo zelo velikega pomena. Zaradi tega imajo tudi veliki te profili, toliko malo lajkov pa toliko malo ogledov. Ampak po drugi strani pa ne more imeti vsaka tvoja fotka 200 lajkov. Ne more imeti. Jaz bi zelo rad v drugi sezoni Dolgega jezika ustvaril naredil intervju za eno osebo, ki bi nam znala to mečkano obrazložiti. Po vsej tej prvi drami, oziroma po tem prvem posnetku, ki smo ga zdaj skupaj pogledali, je cool fotor objavil na svoj story, da je vse skupaj že posredoval svojemu odvetniku in da lahko, če v kratkem pričakuje pošto. To bo moja edina reakcija na story od Gregorja Čeglaja. Stvari so predane naprej, v odvetniško pisarno, na policijo in tako naprej. Gospod Gregor Čeglaj zelo v kratkem pričakuje en prijeten dopis, pošto. Bomo rešili stvari na ta način rešili. Jaz sem se tukaj tako vprašal, kaj boš pa tukaj tožil? Sej mogoče je res osebo napad, ampak zdaj bomo kaj tožil. Tako prav res zanima me, kaj je odvetnik napisal Gregorju. Druge kot prijazno opozorilo, da ne neha, če ne bojo težave, ni mogel napisati. Jaz sem skoraj stal, da ni mogel drugega napisati. On je naredil osebno škodo, da sodišču dokazati skoraj nemogoče, tako da jaz nisem čisto prepričan, kaj je s to tožbo želel povedati kot drugega, da Gregorja utišati in ga ustrašati. Bi vas pa rad prosil, če imate vi kakršenkoli drug mnenje, kakršen drugačen mnenje, dajte ga napisati dol v komentarju. Vseh posnetkov skupaj je bilo 5 in mi smo že na drugem. Gremo. Seveda boste zdaj vsi rekli, ne se spuščati na ta nivo, ti si boljši, pametnejši, kaj sem kaj. Točno to je problem danes v Sloveniji. Ker vsi te, moram reči kurci, ne moram drugače reči, vsi te debili, zabiti, neumni, prefuknjeni, točno na to računajo. Da vsak, ki se bo pojavil na sceni, oziroma ki je na sceni, da ga lahko spluvajo in vejo, da ne bojo dobili kontra nazaj. Zakaj? Zato, ker jaz, če bom kontra nazaj udaril, bojo vsi moji sponzorčki, vsi bla bla bla, ki so me financirali, sponzorirali, kaj sem, kaj ne sploh ne temu rečem, bojo rekli, lej, in mi nočemo drame in pač je konec sodelovanja. Ko sem jaz punce ocenjeval od 1 do 10, kar zame ni bilo sporno, pač če mi ženska ni všeč, mi ni všeč, za Špelo Grošelj v lifeu ne bi rekel. Njemu to, kar je povedal na Perotomu streamu, njemu se to še vedno ne zdi sporno, no? Ker se meni še zmeri zdi, mislim, da bi lahko že imel mečkano osebne rasti, no? Pa da bi mogoče praviti, da bi se lahko drugače izražal.
rekel model, da bi se dotaknil, ker sem spod temu v drugih dnevih, ko še prihaja, bom vse povedal njej. Ne moram reči za vse te punce, ki mi niso všeč, da so mi všeč. Vse kokoške na tem svetu z kulfotrom, seveda zraven in še z marsikaterim drugim likom so se javile in so me pluvale, kritizirale in si nabijale rič na moj račun. Danes bom govoril o, težko mi gre ta beseda z ust, zelo težko, sanske ženske. Zdaj bomo predebatirala, mi dva skupaj, bomo predebatirala sanske ženske. To je zelo zanimiv. Tukaj je tudi povedal ene par stvari, s katerim se jaz ne strinjam. Ok, začeli bomo s tem, kako sem jaz sploh spoznal, da so te ženske pa mogoče malo čudne. Da mogoče pa niso vse to, kar dejansko se predstavljajo, da so. Hotel Plesnik, ko so punce prišle k meni v sobo. Skratka, plan je bil, da jaz povabim punce, kao brez kamer, dali so mi 2 penini in da se pač mi pogovarjamo za zaprtimi stenami, brez kamer, brez ozvočenja. Se pravi, to je bilo med snemanjem. Oni so prišli v njegovo hotelsko sobo z 2 peninama. To je bilo med snemanjem samskega moškega. In da pač zvemo kakšne take sočne stvari, ker seveda vas, dragi ljudje, to zelo zanima. No in to se je tudi zgodilo. Gospodične so prišle, bila je Mary, Ana, Kaja, bila je Janina, bila je Pija, pa bila je Carmen. Se mi zdi, da je bilo 6 punc tam. In ko smo mi igrali to neko steklenico resnice, takoj valjda pride pač tema fetiš, vse, razen Kaje, pa se mi zdi Janine, ker Janina itak sploh ne ve, kaj pomeni threesome, skupinski seks. So se rekli, pa še da bi to probali, da bi to bilo zanimivo, ampak nima veze potem. Ne pozabiti, večinoma punc je starih od 21 do 25. Pride steklenica na kraljico seksa, to je naša Ana. In gospodična prvo pač pove, da ima pač ona fetiš skupinski seks. In ok, in potem zdaj, ko da ne bomo še enkrat zavrteli, pač da te še enkrat vprašam, pač, kaj pa še kaj drugega rada počneš, a ne? Pač za kamero je vse dobro, a ne? Ja, mislim, da ženska ni naštela, kar ni, kar ne obstaja. Se pravi od, ne, to bo zdaj grdo, se pravi, imejte svojo domišljijo, ni, da ni. Ana je vstopila v šov z namenom, da ljudem pove, da je ona umetnica vsebine za odrasle in da je zelo odprta za ugovor o seksu in vsemu skupaj. Zato tukaj ne vem, zakaj so pač presrečeni, da je Ana pripravljena narediti vse, ker pač, ko se s tem ukvarjaš, jaz mislim, da ti moraš biti pripravljen narediti vse, če hočeš plačati svoje račune. No in tako, na desni strani je bila Mary in jaz njo tako pogledam in ona meni kao, kjera budala, kva je profukljena, kva ženska govori. In jaz tako pač, ja, bolana je očitno, ne vem, kaj ti rečem. No in pride steklenica na gospodično Mary, jaz tako zdaj pogledam, kva je kaj pametnega povedala, pa prav ona, stari moj, meni je toliko dobro, če mi ti pluva v usta, pa rine prste v usta. Zakaj moram jaz to vedeti? In jaz sam sebe vprašam v tej sekundi, sem jaz bolan, a so one bolane, ampak očitno sem jaz, če pač vse imajo neke take čudne stvari, pač sem čutno jaz bolan. On je še naprej to stream. Ocenjeval se te punce, povedal, da je Mary ena, da ima grd odnos z njim, da ima tako pokvarjeno personality. Potem je Mary šla na svoj story, pač povedala, da se to njej ne zdi prav, da se je zelo nagravžen. In zdaj on govori, kako ima Mary rada, da se njej pluva v usta. Kako za vraga smo mi do te točke prišli? Kje smo šli mi narobe kot society? No, gremo nazaj na Ano. Ana, oseba, katera mi je škodovala in vsaj za 30 000 evrov, ampak nima veze, pustimo to. Ne bom govoril cifre. Tukaj je on likar dal tak podatek, da ni nič, da ga je sama Ana oškodovala za 30 000 evrov. A veš, to mene zanima. Daj mi povej, kdo ima rada, da ji pluva usta, povej mi, zakaj te je nekdo oškodoval za 30 000 evrov? Kaj se je tam zgodilo? Lahko pa samo to povem, da za izpadom, kot je bil od Ane prvi, tako na začetku, za izpadom, ko sem rekel, da niso sanske ženske v intervjuju s Katko, oziroma ta Katka, ne vem, kakva ima ta ni podcast, karkoli že je, z ocenjevanjem in vsem temi stvarmi, ker sem se pač sam sebe zajebo, nima veze, sem zgubil 70 000 evrov. Ko
ko govori o denarju, tudi prvič omenil, da je sam sebe zajel, to sem prvič slišal, da ga je vse skupaj škodovalo za 70.000 evrov. Potem, sam toliko, da veste, da bi on kot influencer, ker je pač bil influencer, zaslužil 70.000 evrov. A smo zdaj lahko jezni na Katarino Benček, pa na Cool Fotra, ker mislim, da se mi sploh ne moramo zamisliti, koliko oni zaslužijo. Če bi on kot influencer zaslužil 70.000 evrov in če se vse skupaj ne bi zgodil, bi on še danes bil influencer in ne bi bilo nič narobe z influencerji in potem nikoli ne bi videli, kaj se zgodilo s Katarino Benček. V glavnem, vse je tako, zelo je dvorezen mečno, vse skupaj meni. Ampak ok, pust pod denar. No, zdaj gremo pa na moje dve barbiki. To bom grdo rekel, ampak verjetno večina ljudi, ki se poda v resničnostne šove, gre z namenom, da dobi nek following in da lahko začne služiti denar. Moja Tjaška je kristalni primer točno tega. No, in po šovu se seveda Tjaša, jaz bom iskren, se pač znajde pri meni doma. In se mi zdi, da je to bilo glih takrat, ko so njo objavili, da je ona prišla v šov in je ona začela dobivati sledilce. In zdaj, da vi vidite ta hype, presežem, jaz sem bil v moji kuhinji, 4 metre stran, gledam njo na kavču in ona 5200, 5300, ona je umirala za vsakega jebenega sledilca. Sva ostala prijatelja, znanca, hodila na kakšno kavico, ampak ko so se... Mene prav zanima, kakšna je bila zdaj njegova reakcija, kaj je dobil v parih dneh 50 sledilcev. Me tako prav zanima, no. Zgodbico od 1 do 10 je pa seveda ona med njimi. In kaj mi je napisala? Oziroma ne, jaz sem napisal pač, vidim, da si me zbrisala z Instagrama, pač vse mi je, samo pač povem, kaj je fora, sem tukaj naredil narobe, ali kaj sem kaj. Prav, joj, Gregor, to, kar si naredil, da si jih ocenjeval, to je bilo res grdo. In zaradi tega sem te odstranila, ampak če boš meni kdaj rabil v življenju, jaz bom vedno ti prišla pomagati, bom vedno na pomoč, bla, 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 bla. Mačka moja, ti si mi glih kar dokazala, da ti jeben Instagram in jebene tvoje kolegice z Instagrama veliko več pomenijo, kot najno prijateljstvo. Če sta bila ona dva res po njegovih besedah prijatelja po snemanju, da je ona, ko ni imela kam iti, je šla k njemu, mene res zanima, zakaj ni po tej drami res ona njega prvo poklicala, pa rekla, Grega, tako to ne gre, zakaj je še ta prvo delati Instagram storije, pa njega odslediti brez da mi povedala. No in zdaj sledi moj bombonček, Anja, katera je še bolj glasna bila, ko je bo treba mene spljuvati in komentirati, da mora drugič Pop TV paziti, kako zbira, kakšnega fanta zbira, da bo lahko vzor v Sloveniji in kaj se in kaj. Punce so bile res dramatične. To moramo dati. Preveč dramatične. In to govori oseba, ki je stara, 21 let je bila stara, 3 dlanice in niso dol od spodaj zrasle. Preverjeno, lahko potrdim, da niso zrasle. Jaz nočem vedeti, koliko ima ženska dlakic spodaj. Jaz tega res nočem vedeti. Pa tudi tega ne rabimo vedeti. To je toliko narobe, In ta smrkla bo pametna, kakšnega fanta mora Pop TV zbirati. Najbolj je bila glasna, koliko hoče imeti družino in ne rab pozornost. To je res, to so bile vse, hočemo družino, ki je danes. Nobena nima ne otrok, nič. Jaz gospodično izberem. No in mi da pride na zabavo, jaz se počutim, ker sem prišel s tujcem, ampak nima veze, je se že dvigvala, lepdela, pa pride v sobo, ženska je bila, pač to, kar je, otrok star 21 let, neizkušen, brez dlakic in brez vsega. On je zdaj tukaj likar povedal, da ko sta šla ona dva v hotel, pač seksat, je bila popolnoma neizkušena, popolnoma neporaščena, popoln otrok. Ja, a nisi vedel, da je ženska stara 21 let prej? Kako se lahko zdaj ti presenečen na temu? Jaz ne bi rad, da se gre do Anje, pa da se ji pišejo grda sporočila, da je neporaščena, da nima izkušenj, da ne se nauči seksati. To je zelo narobe, da moram jaz to vedeti. Po vsem tem času mi še vedno nismo na sredini, izvedeli smo, koliko denarja je izgubil, izvedeli smo njegovo prvo spolno izkušnjo z Anjo, zdaj pa mislim, da je čas, da gremo naprej. Dajmo prvo to razjasniti. To ni oddaja, sanjski moški oddaja ni oddaja, v kateri oddaji bi Gregor ali pa katerikoli moški najdu svojo sanjsko žensko oziroma svojo bodočo partnerico. Sanjski moški je oddaja, kako se ženske kregajo zaradi enega tipa.
Večja drama je, večji haos v bajti, oni so bolj veseli. Če na koncu jaz odkorakam brez ene ženske, seveda jim puca kurac, ker njim je vse. Zato je to res težko, ker ti ne moreš kar reči eni Karmen, odjebi, majke mi, kaj ti govoriš, pizda, glupa si, kak kurac, ne moreš s tabo sploh pogovarjati, ti pač to ne moreš reči. Ogromno vprašanj sem dobil, če smo se med samim snemanjem kaj videvali, je kdo pri komu prespal, kaj jaz vem kaj, pač ne, jaz sem bil 3 km, vsaj 3 km stran od njih v eni vili, one so bile v hotelu in mi smo se videli samo na setih in še to ločeno, se pravi, ko sem jaz prišel na set, vsak ima zraven sebe nekoga, ki ga čuva, se pravi, ni komunikacije za kamerami, ni kakršne. Ko te Pop TV enkrat rab, ti si bog. Oni bi naredili vse za tebe, oni bi ti vse potlačali rit, samo pač deliti, kako oni hočejo. Ampak, ko enkrat ta gospodič ni več Sanski moški, oziroma ko se enkrat več ne predvaja oddaja na njihovi televiziji, ti takole naredijo, rečejo, hvala lepa, lepo bodi, popin in vse te druge rubrike, ki imajo, pač pozabite. Jaz nisem pričakoval, da me bo oni branili, daleč tega, ker seveda se nobena pička ne upa spustiti v to, pa me braniti, ker še denar omenimo, kaj se je dogajalo z denarjem. Povej mi, koliko si zaslužil, zanima me, koliko si zaslužil za sanskega moškega, povej mi. To je prepovedana tema, to ne smem govoriti o temu, ampak... On je zelo, zelo pozoren pri besedah bil, kaj je govoril o sanskem moškemu, kaj je govoril o Pop TV-ju. Zaradi tega, ker ti se lahko tožaš, ne vem, z Cool Fotram, z Ksenijo Kranec, je že drugače. Noče se pa tožati s Pop TV-jem. Vsem bom povedal, kakšno plačilo sem prejel. Tako bom rekel. Cena za moje sodelovanje v oddaji se je gibala okrog 10 000 evrov. Danes, če bi šel še enkrat v oddajo, bi rekel 50. 10 000 evrov ni nič. To ni nič. To ni nič. To ni nič za nekoga, ki je obraz oddaje, ki poskrbi za celo uro kontenta. In verjamem, da bi mi plačali tudi 50 000 evrov, če bi šel še enkrat, rečemo, tudi nekaj je bilo govora, mogoče, če bi še enkrat mene dal noter, da bi bila dobra fora, bla, 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 ampak je bil glavni producent, katerega ne bom omenil, kdo je. A je bil to producent Miloš? I wanna know. Hoče vedeti, je to isti producent od Zadič. No, je pač rekel, da ne, da hoče čist kontra in so pač dobili Blaža, ki je čist kontra, nima veze. Glede denarja za punc, jaz sem zadnjič probal 22,5, se mi zdi, da je okrog 23-24 evrov na dan bruto za ženske. 24-23 evrov na dan, da si ti tam v resničnem šovu. To ni nič. Isto je Gun Franci iz kmetije, ta starejši je isto govoril, da je bil toliko plačan, če ni bil plačan še manj. Jaz ne vem, kako se njim to finančno splača. Razen, Ana je imela par evrov več, tukaj je spet odvisen, ko se zmenaš. In pa Tjaša je imela pa tako foro, da, zdaj se bom po mojem zlagal, ampak je 30 ali 40 evrov na dan in če oni so ji plačali prvo letalsko karto. In zdaj, ona dobi rečemo 30 evrov na dan. In če ostane več dni noter, se pravi rečemo 20 dni, da bo 600 evrov, dobi razliko od karte, če ostane manj dni, kolikor pa pač je vredna karta, pa pač Pop TV krije karto. 600 evrov, da si ti eden izmed glavnih likov v oddaji, da si ti tam cele dneve. To je toliko malo. Skratka, bližamo se temi seks. Če že govorimo o vsem in pa če že govorim, da sem iskren, bom pač tudi o tem povedal, ni mi težko. Zadnja punca, ki je prišla na rdeči preprogi, Lara, z njo sem 1 leto pred šovom se spoznal, se dobival, mogoče 14 dni. In pa med tem se je tudi zgodil seks, tako da z njo lahko potrdim, da je ona prva. Po šovu, oziroma ko sem izbral Anjo, sva pa se odločila, to bi se lahko sprdala, to je pa noro. Ampak bom kulturen, pa bom samo rekel, da po šovu sva se odločila, da bo ona pre meni v hotelu prespala in seveda nisva barvank oziroma križank rešvala oziroma sodokuja, pač se je zgodil tudi seks. In pa potem tudi 2 dni kasneje. Pač, če že nič nista imela, če nista šla več po na 3 zmenke po oddaji, sta saj seksala. Hvala Bogu, saj nekaj bilo te oddaje. Po nesreči tudi pri meni doma. Zadnja oseba, s katero sem se po nesreči tudi podružil, če lahko tako rečemo, je bila Tjaša.
Ker sem rekel, pač, da je bila pri meni doma, Tjaša me je po mojem od vseh punc najbolj presenetila. da je vsa ushičena, štela followerje enega za drugim. No, tudi takrat nismo Sodokuja Križan krešvali. Pač punca je rabila nekje prespati, ker je bila v Ljubljani in pač edino osebo, ki mi iz Francije je mene poznala in pač sem ji odprl svoja vrata in to je to. Druga situacija je pa bila, ko si ena od punc hotela vzeti življenje. Govorila je, kaj si bo se naredila, kaj bo drugim puncem naredila in je stvar postala zelo A imamo mi da v isto majčko? A sem da zelo tako v ista? resna. To sem izpostavil sem zato, ker se mi zdi, da je pomembno, da vsi vi, ki mogoče kdaj bi si želeli iti v kakšen šov, pa je to lahko X-Atlon, lahko Kmetija, lahko je Masterchef, bilo kateri šov, se morate zavedati, da je to psihično lahko zelo naporno. Ja, jaz mislim, da mi ne rabimo in ni naša dolžnost, da vemo, katera punca si želela vzeti življenje. Sam vrhunec šele prihaja, tako da upam, da si pripravljen, da boš pogledal tole do konca, ker zanimive stvari šele prihajajo. Tako da greva na četrt video, 3 še zdaj. Ok, pa je še en del za nama, ampak brez skrbi, jutri prihaja že nov. Končno bomo pustili te sanske ženske za nam in se pogovarjali, kako je Špila Grošelj domnevno kazala svojo prsje. Vem, da to komi čakate, tako da ne ste zamuditi jutrišnjega dela. Če vam je bil tale video všeč, ga ne pozabite lajkati, pofočkajte se spodaj v komentarjih in kaj lepega napišite, pa prečekirite moj Instagram, pa se tam naprej vidimo. Čau, čau!